V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, amen, hvaljen Jezus. Torej poslušamo zadnji evangelij danes kot evangelij današnje svete maše in vemo, da sveti Janez je tudi tisti, ki nam pove, da je Bog ljubezen. Bog nas je ljubil z večno ljubeznjo, kot je že Izaija rekel, tako da, kot smo tudi že govorili, ne ker bi si človeštvo to zaslužilo, si še vedno ne zasluži, glede na to, kako je to človeštvo, ampak Bog nas ljubi v naši revščini. In zdaj, če se mi zavemo te svoje revščine, če se nam obrnemo, smo ga sposobni sprejeti, kot tudi govori ta uvod v Janezov evangelij. Tisti, ki so jo sprejeli, ki so ga sprejeli, kakorkoli že bi se reklo. Sveti Alfons pravi, zdi se, da je Gospod rekel, človek me ne ljubi, ker me ne vidi. Želim se mu napraviti vidnega in se tako pustiti ljubiti. Božja ljubezen do človeka je bila prevelika in je takšna bila od vse večnosti. Ampak ta ljubezen se ni pojavila, vendar se ta ljubezen še ni pojavila. Tako da se je resnično pojavila, ko se je Božji sin dal videti kot majhno dete v hlevu na malo slame. To so besede svetega Alfonza Ligorija. Torej, božična skrivnost, po kateri sveti Pavel vzklika: milost Boga našega odrešenika se je pokazala vsem ljudem. To je pri polnočni maši. In potem: razodela se je dobrotljivost in ljudomilost Boga našega odrešenika, kakor se pa bere pri zorni ali pastirski maši. Sveti Pavel potem tam nadaljuje: odrešil nas je ne zaradi pravičnih del, ki smo jih mi storili, marveč po svojem usmiljenju kopeli prerojenja in prenovljenja po Svetem Duhu, ki ga je na nas obilno razlil po Jezusu Kristusu, našem zveličarju, da bi bili opravičeni z njegovo milostjo in bi po upanju postali dediči večnega življenja v Kristusu Jezusu, našem Gospodu. Torej, še enkrat, ničesar nismo zaslužili, ker, kakor bi rekli preroki, na nas ni ne podobe, ne lepote, pa bi se po vseh človeških pravilih Bog moral stran obrniti od nas, ampak se ni obrnil stran. Zmota sveta je dvojne vrste. Gre iz ene skrajnosti v drugo. Prvo misli, da je najboljši, najlepši, ampak potem enkrat, kdor visoko leta, nizko pade, potem pade z tega svojega vzvišenega odra, prestola, kakorkoli bi že rekli, v blato, pa si pol misli, da mu pa ni nobene pomoči več. In to je seveda hudi duh, ki bi rad ljudi prepričal prvo v eno stvar, potem pa v drugo. Ena skrajnost, druga skrajnost. Najprej pravi, uživaj, delaj, kar hočeš, to naj bo tvoje pravilo, kot so tudi rekli določeni satanisti in tako, boš kakor Bog. In ima prav, po eni strani, zato ker človek takrat prevzame mesto Boga, je Bog samemu sebi. Ko pa človek enkrat pade, mu pa pravi, ti se Bogu popolnoma gnosiš, za tebe ni nobene rešitve in poleg ostalih ljudi, ki te ne morejo videti, tudi Bog te ne more videti, se obrne stran. Tako da, če smo tam si sposobni priznati, kako nismo nič, kako nič ne moremo, takrat lahko vidimo Boga, njegovo ljubezen, ker gledamo z duhovnimi očmi. Meni kot takemu ni nobene pomoči več, ampak tukaj je Bog. Tako da to smo sposobni. To smo ravno govorili v nedeljo o teh stvareh. Tako da, kadar se nam zdi, Bog je blizu in tako dalje, ja, okej, so trenutki, ko se nam tako zdi, ampak gremo potem skozi precej težke zadeve, precej težke trenutke, se nam pa zdi obratno,
Ampak ravno tam potem spoznamo, ko gremo skozi te zadeve, da pa nismo mi tisti, ki bi kakorkoli se dvigali k Bogu, ampak je on tisti, ki se k nam skloni, ne, in to je Božič, ne, spravi, to je ta božični praznik pravzaprav, ne. Tako da to, kot že, če smo tam z duhovnimi očmi sposobni priznati vse te stvari, kako mi nismo nič in kako Bog se sklanja k nam, ker je imel že v začetku on prvi pobudo, ne, ker nas je že prej ljubil, potem lahko kot pastirji in kralji vidimo tam Boga. Mi drugače še gledamo, ne bomo zdaj rekli, ampak smo sposobni ga videti in najti tam v teh stvareh, ne. Se pravi, pastirji in kralji so prišli tja v teh mizernih razmerah, bomo rekli, ne, so videli kralja vseh kraljev. Bog se je spustil v tisto človeško blato, tisto umazanijo, da bi dvignil človeka iz tega ven. On kot tak se seveda ni omadeževal v svoji notranjosti, ampak nase je to sprejel. Je vzel nase in je šel to očistiti, uničiti. Zato, da bi človeka, da bi nas očistil, da bi nas spet dvignil tja, kamor pravzaprav spadamo, ko nas je ustvaril, ne. Spravi, da imamo neko dostojanstvo. Ustvaril nas je in je bilo ne samo dobro, ampak odlično, kolikor je lahko ustvarjena stvar odlična, ne, spravi, ker je rečeno prav dobro, ne. Dobro bi se reklo, ker pač Judje ne razlikujejo nekih stvari, ne stopnjujejo tako, kot mi stopnjujemo, ne, ampak tako rečejo, poudarijo z dvojno besedo, ali prav dobro ali tako, ne. Spravi, to vemo, da mi bi rekli malo drugače, ne, te stvari. Se pravi, mi smo potem takem, kadar nas dvigne, spet Božji otroci, sodediči in dediči in tako dalje, in smo Kristusovi bratje tudi in tako naprej, ne. Vse te čudovite stvari. Človek seveda si domišlja zmeraj, jaz bom užil vso hrano tega sveta, ampak v bistvu ta hrana ni tista hrana, kakor je on mislil, je krma pravzaprav, ne, za živino. Se spomnimo mlajšega od obeh sinov, ne, tam pri tej priliki, bomo rekli, o izgubljenem sinu ali o usmiljenem očetu, kakorkoli se že reče, tej priliki. Ampak on ni dobil tiste hrane za pujse, ne. Kar hoče reči, ti nisi tisti tam, ti nisi pujs, ne, ti si sin, očetov sin si ti si človek, ma še več kot to, ti si sin, ne, to je tvoja narava. Tista hrana tam, tisto ni za tebe, ne. To. Bi rekli pri nas, ti nisi prasc, ne. Ampak dobro. Mi uporabljamo tudi kakšne primerjave, take, da je nekdo lep ko prasc, ne, in to mislimo dobro, ne. Zdaj ne vem, če imate vi na Štajerskem take primerjave, ampak pri nas to kar velja, ne. Dandanes bi bil sicer kdo užaljen, ampak včasih je to veljalo za nekaj čudovitega, ne. Ker je pač v tem pomanjkanju bilo meso samo za kakšen praznik, ne, še tisto je bilo, kar je ostalo, ne. Ostalo so pač prodali in so kaj dobili za tisto, ne. Tako da to. Se pravi, mesto tistega sina ni med prašiči, je pri očetu. In kot smo rekli že pri polnočni maši, božične maše govorijo o teh treh rojstvih. Torej, večno rojena beseda, kateri sploh govori apostol Janez v začetku svojega evangelija, ki se potem na svet rodila po Mariji Devici kot pravi človek in se mora roditi tudi po milosti v dušah nas vernikov. Ampak to trojno rojstvo je eno samo razodetje Boga ljubezni. In te Božje ljubezni nihče ni mogel spoznati, dokler ni prišel edinorojeni Božji sin, ki večno biva z očetom. Če bi nadaljevali v tem uvodu Janezove evangelije, ne, edino rojeni sin, ki večno biva z očetom, on nam je razodel. Ne razložil samo, kot bi rekli
danes sodobni razlagalci in tako, povedal, razložil in tisto, ne. On nam je razodel. Na lastnem telesu nam je pokazal te stvari, ne. Spravi Božjo ljubezen. Zlasti seveda s svojim trpljenjem, svojo smrtjo na križu. Tam je najbolj na lastnem telesu to pokazal. Je dal za nas ljudi, za vsakega posebej, do zadnje kaplje krvi. Nas s tem očistil grehu, nam je pridobil opravičenje in vse te zadeve, kar govori tudi sveti Pavel potem, ne. Torej, to je vrh te ljubezni, ne, kot smo rekli, ta resnica, verska, katoliška, da se je Bog sin učlovečil, da bi nas svojo smrtjo na križu odrešil in večno zveličal. Ta ljubezen, ki doživi svoj vrh na križu, se daruje tam. Torej, ta nevidna ljubezen, ki je bila v večnosti, v sveti trojici, ta ples ljubezni, kot se temu reče, ne, spravi ta tako imenovana perihoreza in tako dalje, ne, to je neka grška beseda in tako, ne, ki potem pa pride ta odnos, ki je noter svete trojice, ki se razodene na tem svetu. Se napravi otipljiva v tem otroku, ta otrok nas potem objema na lesu jasli ali pa tudi, če je bil kamen in tako dalje, ampak potem nas objema tudi na lesu križa. Tako da, kot bomo potem poslušali, sicer v latinščini tako, ampak sami si potem lahko greste tudi pogledat ta uvodni hvalospev ali prefacija nam takole pove božična, ne. Zakaj po skrivnosti učlovečene besede je nova luč tvoje slave zasvetila očem naše duše, da bi se, ko Boga vidno spoznavamo, po njem vneli v ljubezni do nevidnih stvari. Oziroma izvirnik pravi, da nas pravzaprav ugrabi ta ljubezen do nevidnih stvari, da nas ugrabi, ne. Tako da, to je zanimiv izraz, ki je uporabljen na nek način, ne. Spravi, pastirji in kralji, ki so ga spoznavali kot skritega v človeško naravo, niso videli Boga kot takega, kar ni mogoče, ne, ker nikoli ni nihče videl razen edinorojenega Božjega sina. Mi še slabše, mi ga vidimo samo v kruhu in kelihu, ne. Nam pove sveti Tomaž v Molim te ponižno. Torej, tam ne vidimo niti te človeške podobe, ne. Vidimo samo podobo kruha in vina, ne, oziroma kelih, v katerem je to, kar se vidi kot vino, v resnici je seveda noter Kristusova kri. In seveda kruh, ki je postal po duhovnikovih besedah Kristusovo telo. Kaj nam ostane? Biti podobni skesanemu razbojniku, ki ni imel kaj ponuditi ali dati Gospodu, ko smo rekli tudi v nedeljo, smo o tem razglabljali, imel je samo svoje zločine, ni imel nič drugega za dati, ne. Ampak vemo, priznal je Kristusa kot pravega kralja, priznal je, da ga je povsem po pravici doletela pravična kazen, za katero je bil tudi on na križu, ne. In na koncu, ko ni imel kaj ponuditi, ker res človek nima Bogu kaj ponuditi, ker Bog že vse ima, tisto, kar bi mi lahko ponudili, ne. Gospodu Jezusu je samo dejal, naj se ga spomni, ko pride v svoje kraljestvo. Ker Bog hoče ravno to, izroči mi svojo revščino, svojo umazanijo, ne. Če so vaši grehi rdeči kakor škarlat ali bagrovina ali kakorkoli bi se že to prevedlo, ne, pravi Izaija, bodo beli kakor sneg in tako naprej, ne. To so že preroki napovedovali. Torej, to moramo mi Bogu izročiti. Svoje grehe, svojo revščino, vse, kar nas tako zaznamuje, ne. Ker to je prišel on očistiti, umiti, uničiti. Te stvari. Vse ostalo, kar si mi mislimo, mi bomo ponudili, to imamo, imaš zato, ker ti je Bog dal. Ampak v resnici je njegovo to. Tako da ti v resnici imaš samo na posodo, ne bomo rekli.
ti je zaupano, je to investicija, ne, spravi dele nekaj s tem, kar si dobil od Boga, ne. Kot pravijo te prilike o talentih in še podobne zadeve, ne. Je več takih prilik, ekonomskih, bomo rekli, ne, in podobnih. Tako da to. Torej, Bog to že ima, tebi ti je dal, da nekaj s tem narediš, ampak tisto, kar ti imaš kot človek, so pa tvoji grehi, so pa tvoje šibkosti, je tvoja majhnost, tvoja neboglenost in tako dalje. To moramo mi dati Bogu, ne? To moramo dati novorojenemu odrešeniku. Se sliši seveda enostavno, ampak seveda je potrebno veliko dela in napora skozi celotno življenje, da bi bili vsaj malo združeni z njim že v tem življenju, potem pa seveda za večno v nebesih. Nekateri ljudje seveda, ki so svetniki in tako dalje, to dosti bolj odlično naredijo, ne, in se popolnoma združijo z Bogom že na tem svetu, mi pa nekaj lahko naredimo v tej smeri, ne. Seveda želimo, da bi kdo tudi resnično postal take vrste svetnik, kar so bili vsi ostali. Vemo, da bo to zelo težko izvedljivo, ne. Seveda, noben ne sme obupati, treba delati na tem, da bi se res to zgodilo, kolikor imamo še časa na tem svetu, ker ne ve nobeden od nas, koliko je tega časa, ampak dobro, ne. Treba je delati na tem. Torej tako, ničesar ni, zaradi česar bi si zaslužili to božjo ljubezen, ampak ravno tukaj je to vstopno mesto združitvi z Bogom in naj se torej vendarle že enkrat resnično spočne in rodi odrešenik v naših dušah, kot vabijo preroki odprite srca Božji milosti, torej resnično to naredimo. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, amen, hvaljen Jezus.